V tem e-predavanju sem se dotaknila oziroma se dotaknem 3 stvari, in sicer 3 stvari, ki so, neke vrste napaka, napaka v narekovajih pri kreiranju online programov. In sicer prva stvar je, da edupodjetniki naredijo preveč ponudbe, skratka preveč razpršenih programov, ki niso med sabo povezani. Konkretno bom tukaj govorila o tako imenovanem customer journey oziroma to se pravi nekem takem izobraževalno prodajni poti naših strank. Druga stvar, neoptimalni formati, lahko rečemo napačni formati glede na našo ciljno skupino. In pa tretja stvar, ki se mi pa zdi, nekako najbolj taka ključna in je v bistvu pravzaprav osnova za oboje, je pa to, da nimamo neke strategije, kakšne programe sploh izdelujemo, po kakšni poti udeležence peljemo, in je iz tega ven vse skupaj pomešano, to se pravi, kaj je tisto, kar je za promocijo, to se pravi v neke promocijsko-izobraževalne namene, v namene ozaveščanja, v namene osveščanja o naši tematiki, pa kaj je tisto potem, kar pa pravzaprav prodajamo, se skratka malo pomiksa in pravzaprav lahko tudi v končni fazi močno vpliva na našo prodajo. Torej, prva stvar, preveč ponudbe. Zdaj, to je tipična napaka, ki se zgodi sploh na začetku, ne. Recimo začnemo delati online programe, zdaj kakršnakoli oblika že to je, pa recimo imamo enega, ki ga mogoče nismo prav zelo uspešno prodali, recimo smo dobili na začetku mogoče samo enega, dva, tri udeležence, kar je seveda na začetku popolnoma normalno, ne. In pač seveda sploh, če nimamo neke velike baze že vsprej, če gradimo od začetka. In kaj se potem zgodi, ne? In potem rečemo, ojoj, ne, tale program je napačen, nisem ga dobro oblikoval, zajel sem napačne zadeve, ljudi to ne zanima in tako naprej. In hitro skočimo v to, da začnemo kreirati neke nove programe, neko novo izobraževalno ponudbo, ne. Aha, tole bo pa zdaj next big thing, ne, to se pravi naslednja svetleča in super stvar, ki bo pa res zažgala, ne. Podobno se sicer lahko tudi zgodi tudi tistim, ki zelo uspešno prodajo en program, pa dobijo, sploh ko so na začetku, mogoče občutek, zdaj sem pa prodal, kar sem lahko, to se pravi, zajel sem ciljno skupino, ki sem jo lahko, in zdaj moram pa nekaj novega dati. V resnici pač praksa mi je pokazala, da v resnici, ne, imamo mi dostikrat občutek, da grejo stvari po internetu dosti hitreje, kot pa v resnici grejo. Ne. Nam se zdi, da ko smo, ne vem, enkrat, dvakrat, trikrat izvedli en program, recimo, da imamo pač eno izvedbo istega programa dvakrat, trikrat, pa gre lahko za plačljiv ali pa brezplačen program. Dobimo občutek, da smo že pokrili tisto, kar smo lahko pokrili, ne, da smo že dosegli tisto, kar smo lahko, to se pravi tisto bazo ljudi. V resnici pa grejo stvari na internetu tudi majčkeno bolj počasi, ne. Skratka, preden nas ljudje odkrijejo, lahko traja tudi kar nekaj časa, tudi če dajemo na kakšne Facebook oglase in tako naprej, če ne targetiramo glih zelo množično, tudi traja, da se obrne in tako naprej, no. Skratka, tisto, kar želim spodbuditi tukaj, je to, da ne rabimo 10 produktov, v resnici na začetku rabimo 1 ali 2 produkta. Govorimo o produktih, to se pravi tistih plačljivih izobraževalnih programih. Drugo je potem še, da imamo neke brezplačnike. To se pravi, v resnici rabimo 1 ali 2, eden je lahko tak, bom rekla, malo bolj celosten, majčkeno bolj pokrije celotno zadevo, drugi je pa lahko mogoče nižje cenoven in je v bistvu pravzaprav izsek iz tega. To se pravi, da v bistvu pravzaprav predstavlja samo to, da naslovimo en manjši del rešitve, ki jo ponujamo v tistem večjem. Kaj se iz tega potem zgodi, ne? Fokus imamo v bistvu ves čas na tej zadevi, to se pravi, tudi sami pač pilimo sporočilo, ne, ker v končni fazi program, bom jaz rekla, da v večini primerov smo program vedno naredili, bom rekla, do neke mere, če smo se ga lotili, tako kot bom rekla, tudi učim v spletnem hubu za edupodjetnike oziroma v mojem e-tečaju spletni edukator, skratka, če ste nekako zajeli, bom rekla, tiste tipične zakonitosti učenja na daljavo, to se pravi, tiste e-learning zakonitosti, potem je velika verjetnost, da program je okej, da s programom ni nič narobe, program seveda lahko vedno potem tudi pilimo, ko se izvaja. Tisto, kjer nam ponavadi majčkeno sfali, je pa pravzaprav ta komunikacija o samem programu. To se pravi, kako ta program predstavljamo na trgu, kako ga predstavljamo drugim, in tukaj bom rekla tista ključna zadeva, ki se nadgrajuje.
dlje časa, ko smo na trgu, dlje časa, ko večkrat, ko prodamo, večkrat, ko potem smo v komunikaciji s potencialnimi strankami ali pa tistimi, ki so že kupili, bolj lahko spilimo, bom rekla, to sporočilo in je bolj, bom rekla, jasna, postanemo tudi bolj jasni, kaj pravzaprav ponujamo in lažje in hitreje v bistvu lahko pravzaprav prodajamo. Torej, v bistvu na začetku pravzaprav v nobeni fazi, če sem čisto iskrena, ne potrebujemo preveč, bom rekla, različnih programov, ampak predvsem en tak, bom rekla, smiselen customer journey, v katerem pa spregovorimo še v nadaljevanju. Druga napaka, ki se nam rada zgodi, pa so napačni, zdaj govorim tako, napačni v narekovajih, v navednicah, oziroma neoptimalni formati. Kaj zdaj mislim s tem? Zdaj v spletnem izobraževanju imamo jasno na voljo kopico izvedbenih formatov. Od tega, da smo v živo, recimo na Zoom delavnicah, do tega, da imamo stvari v celoti posnete, do kombinacije, kjer so stvari predposnete, pa smo mi potem na srečanjih v živo, do kombinacije, da so stvari predposnete, pa smo mi asinhrono na voljo kot za pregledovanje oziroma za nek feedback in neko mentorstvo ali coaching. Skratka, ta obilica formatov pripelje do tega, da v bistvu včasih izberemo format, ki ne ustreza naši stranki, ampak ustreza nam kot izvajalcu. Tipičen primer je, recimo, da se odločimo, bom dala delavnice v živo, ki je najbolj taka tipična zadeva, da se mi odločimo, da bomo imeli mi delavnice v dopoldne, ker bi mi radi delali dopoldne, ker ne bi želeli delati, ne vem, popoldne ali pa zvečer. Naslavljamo pa ciljno skupino, ki dopoldne ni dosegljiva. Recimo, da so to, ne vem, da dam primer, mamice z dojenčki, ali pa dobro, ta mogoče ni najbolj tipična, da so to recimo ženske, ki hodijo v službo. Ali pa pač so to ljudje, ki so še zaposleni, pa je to izobraževanje namenjeno v bistvu nekemu osebnemu razvoju. To se pravi, ni za profesionalni razvoj, kar pomeni ni nekaj, kar bojo šli v okviru službe, ampak je nekaj, za kar se oni izobražujejo pač bom nekaj iz osebnega interesa. Kar pomeni, noben bo rekel delodajalcu, sorry, smo pa zdaj ob 10 do 11:30 delavnico osebne rasti, dobro, se bo vplival, bo boljša prodaja tudi v službi ali kakorkoli, oziroma karkoli že počnemo, ampak v resnici ne gre tako. Tako da tukaj res je treba uskladiti, da pač ta format, ki ga izvajamo, da ustreza. In ustreza v smislu formata in ustreza v smislu hitrosti izvedbe. Recimo, jaz imam program Spletni edukator, Spletni hub za edopodjetnike, torej članski program, kjer sem ugotovila, da ljudje enostavno ne zmorejo delati recimo na svojem edobiznisu, na svojih produktih, na svoji promociji in vsem tem več kot recimo, ne vem, 3-4 ure na teden, če je to nekaj poleg njihovega biznisa ali nekega obstoječega biznisa ali poleg službe ali karkoli. Kar pomeni, da moram narediti program, kjer bojo v enem tednu mogli delati, ne vem, 5, 6, 7, 8 ur, če tega časa enostavno nimajo v svojem repertoarju. Ali pa da rečem, ok, bomo nekaj naredili v 3 mesecih, te 3 meseci pa pomenijo za njih, da bojo garali kanori, recimo po ne vem, 10 ur na teden, zato da bojo to naredili. Skratka, moramo biti prizanesljivi. Tudi prizanesljivi v tem smislu, koliko časa so neke delavnice. Če so recimo, ne vem, ljudje, ki so zaposleni, imam izkušnjo, še ko sem bila sama zaposlena, pa sem bila v enem online programu, pa smo začeli, ne vem, z delavnico v živo ob 8 zvečer, pa je izvajalka to delala do 1 zjutraj. No go, jaz imam zjutraj službo. Tako da bodimo, v bistvu tukaj moramo biti res fleksibilni, da pa če razmislimo v bistvu pravzaprav, kaj je tisti najbolj optimalni format, ker lahko naredimo še tako dober program, lahko naredimo totalno noro promocijo, pa na koncu format ne bo ustrezal strankam in se ne bojo odločile za programe, oziroma se bojo mogoče odločile, pa jih ne bojo uspele predelovati. Mi smo pa rekli, da si seveda želimo, da naši udeleženci dejansko predelajo program, zato ker če ga predelajo, dejansko lahko pridejo tudi do rezultatov. In še tretja stvar je pa, da ni strategije, oziroma da mogoče ni dodelana ali pa sploh ni. Zdaj tukaj bi res opozorila na eno posebnost v svetu spletnih izobraževanj. Namreč velikrat, ampak bom rekel 95% primerov,
uporabljamo, to se pravi, isto orodje za promocijo in za prodajo. Torej, kaj konkretno? Torej, konkretno izobraževanje. Izobražujemo na nivoju osveščanja strank, to se pravi, pripravljamo neke promocijske, izobraževalne webinarje, e-predavanja in podobne zadeve, kjer pravzaprav osveščamo in razlagamo, potem imamo pa v bistvu produkte, ki so pa za prodajo. In tukaj velikrat, sploh na začetku, ko mogoče e-podjetniki še nimajo dodelane čist jasne slike, kaj pravzaprav počnejo, se hitro lahko zgodi, in ja, tudi meni se je zgodilo, da damo v promocijo preveč. Zdaj, seveda, pač tudi malo smo po drugi strani, malo smo izobraževalci tudi nagnjeni k temu, da smo zelo altruistično naravnani, radi damo čim več, radi čim bolj povemo in tako naprej, ampak včasih je preveč enostavno preveč, oziroma več je preveč. Tako da tukaj je res treba biti smiselno zastaviti celotno strategijo. Ko imamo enkrat strategijo, kako mi peljemo v spletnem izobraževalnem biznisu naše stranke od momenta, ko so nas nekje zaznale, spoznale, se srečale z nami, pa do potem promocijskih programov, pa naprej potem do prodajnih programov, potem se zložijo tudi tiste stvari, o katerih sem govorila v prvi točki tega e-predavanja. Da nam je točno jasno, kaj moramo v kateri fazi jim dati, zato da bo ravno prav, zato da bo to lahko, neka informirana odločitev za, nakup ali pa karkoli, in pa da bo to tudi v ravno pravem formatu, in pa da ne bo preveč. To se pravi, moramo vedeti, da če v promocijski fazi damo preveč, ni problematično zaradi same prodaje, to je še najmanj pravzaprav. Tisti, ki je zainteresiran, bo prišel, ker bo itak želel še več. Ampak rata to, da v bistvu odbijemo stranko. Tudi sama sem ravno pred kratkim testirala, 2-krat sem naredila neko promocijo, kjer sem dala res ful stvari, ful so delali, ful je bilo za delati, ful je bilo za neke vsebine in tako naprej, in je enostavno, dejansko se mi izkaže, da je takrat tudi prodaja slabša, ker udeleženci odbije, ker niso sposobni sprocesirati vseh teh zadev. Tako da tukaj je res treba imeti strategijo, kako pravzaprav peljemo našo stranko po tej tako imenovani customer journey, oziroma tako nekaj po prodajni poti. Customer journey je pač v biznisu pač neko popotovanje stranke od takrat, ko nas prvič sreča, pa do nakupa. V našem primeru lahko govorimo o neki izobraževalni poti, ker pravzaprav skozi celotno pot stranko pravzaprav izobražujemo in peljemo do tega, da pride do naših plačljivih programov, kjer pa res lahko dobi, celotno tisto top of the top ponudbo, oziroma tisto, da jo res pripelje do tistega cilja, ki ga želi. Ok, kje zdaj začeti, kako se lotiti, kaj najprej, kaj potem. Zdaj, jaz bi rekla, da prva stvar, ki jo moramo vsaj na neki nezavedni ravni v srcu, če ne že na papirju vedeti, je niša. Zdaj, kaj je niša konkretno v okviru online programov? To pomeni, da si zdefiniramo, s kom želimo delati in na kakšen način želimo delati. Potem pa pogledamo, kaj je tisto, pri čemer mu pomagamo. To se pravi, če ima stranka, to se pravi, definiramo, ali ima stranka nek problem, ki ga z našimi programi, z našimi storitvami, rešitvami rešujemo, ali pa ima mogoče drugi pol, je pa lahko, to se pravi, da jo podpremo pri uresničevanju neke vizije. To se pravi, nima problema, ima pa neko željo nekaj narediti. Zdaj, iz nišo oziroma pač to ciljno skupino, to se pravi niša, kot jo jaz vidim v okviru online programov, torej pomeni ciljna skupina, torej konkreten tip oseb, in pa torej plus ta kombinacija tega, pri čem pomagamo oziroma pri čem jih podpremo, to našo ciljno skupino, skratka to skupaj tvori to nišo. Zdaj, tukaj bom čisto iskrena, več kot delam z podjetniki, bolj ugotavljam, da je pravzaprav to ena taka boleča točka v smislu, imamo neko ciljno skupino v mislih, pa nismo čisto usklajeni z njo, imamo mogoče neke pomisleke, ali bi delali z njo, ali pa v bistvu včasih se odločimo za neko ciljno skupino, ki ni čisto usklajena z našim lifestylom, pa z našimi vrednotami, pa prepričanji in tako naprej. Tukaj bom zdaj rekla, ko začnemo, ta ciljna skupina ne rabi biti v nulo, čisto spisana, ta pa ta oseba na tak način.
bistveno je, da nekako čutimo, kdo to je, za koga to delamo, potem se pa skozi leta oblikuje. Tudi jaz sama vidim iz svoje prakse. Začela sem moja ciljna skupina je ves čas enaka, tisto, oziroma če sem iskrena, vmes sem skočila na eno drugo ciljno skupino in za neko obdobje, za obdobje enega leta, pa če sem čisto iskrena, v tem letu nisem naredila nič. V tem letu sem si naredila eno samo totalno škodo, ker ciljna skupina ni bila usklajena z mano. Če sem še iskrena, oziroma če grem še na to plat, malo psihosomatsko, dejansko sem ob tem obdobju, ko sem se trudila pravzaprav to ciljno skupino nekje nagovoriti, se včasih pohecam, v tistem obdobju me je v križu zagrabilo. Nikoli v življenju nisem imela problemov, v tistem obdobju sem imela take probleme, da tudi hoditi nisem mogla. To se pravi, v momentu, ko sem pa pravzaprav spustila to, pa sem rekla, ok, ta ciljna skupina res ni ta, s katero želim delati, zdaj, zakaj ne, pa tako naprej, ne bom šla v detajle, ampak v tistem momentu, čez en teden po tistem me je nehal križ bolt. Res, počasi sem lahko začela spet nazaj hoditi, ampak toliko hudo, hočem reči, toliko hudo, če nismo usklajeni, jaz res verjamem v to, da če nismo usklajeni s tistim, kar si res srčno želimo delati, da se bo to tudi manifestiralo oziroma nekje izrazilo celo v nekih fizični obliki. Tako da ne rabite biti, ker vidim to res na začetku, to eni celo rečejo, rojevam to zadevo, skratka, res se trudim poiskati, kaj je ta zadeva. Jaz sem tukaj pristaš tega, da ne rabite imeti v nulo zdefiniran, ker na neki nezavedni ravni vsak od nas ve, s kom si želi delati. Štartate s tem, kjer ste. Sami online programi se v večini primerov, ne pa vedno, ne spremenijo. To se pravi, sama oblika, vsebina programa je ponavadi tisto, kar mi želimo delati, tisto, kar mi želimo kreirati, tisto, kar mi lahko damo svetu, je pravzaprav enako. Spremeni se pa, bom rekla, mogoče v nekih določenih delih in pa spremeni se, kadar govorimo o marketingu, ker seveda potem nagovarjamo z drugega vidika. Kar nam pomagalo to, da zdefiniramo nišo, nam bo predvsem pomagalo, zdaj, če govorimo o tem tako imenovanem customer journey oziroma tej izobraževalno-prodajni poti, predvsem to, da bomo lažje izoblikovali potem to izobraževalno-prodajno pot. Jaz sem to pojmenovala izobraževalni lijak, lahko pogooglate imam posnetke na YouTube, tako da si lahko ta posnetek še pogledaš, kjer mečkam bolj razložim ta izobraževalno-prodajni lijak, ta izobraževalni lijak. In v bistvu, ko imamo mi zdefiniran ta lijak, s tem ta lijak ne pomeni samo, ta lijak zajema, ker bom rekla, kar precej poglobljeno analizo od tega, kakšnih formatih so najbolj ustrezni za našo stranko in za nas, to se pravi, kakšni formati izobraževanja, potem kaj pravzaprav ponujamo in tako naprej. Skratka, ko imamo enkrat izoblikovano to izobraževalno-prodajno pot, potem se pa lahko lotimo kreiranja programov in pa, bom rekla, in pa prodaje, ker bo potem tudi stvari se bojo zložile same, bom rekla, na pot, skupaj se bojo sestavile in nam bo tudi jasno, zelo nam bo logično, komu komuniciramo, kaj je naša dodana vrednost v programih, kaj je tisto, kaj je za promocijo, kaj je tisto za prodajo. Tako da, na tej točki samo še, bom rekla, malo EPP-ja, skratka, to celotno zadevo, čez to celotno zadevo te peljem v spletnem hubu za edupodjetnike, kar pomeni, štartamo iz tega, da bom rekla, iz tega nekega mini coaching programa, da se skoučamo, da vas skoučam tako nadaljavo, kaj je tisto, o čemer dajte razmisliti v zvezi z vašo nišo, v zvezi z vašimi programi, kako oblikovati ta izobraževalni lijak in pa potem vas seveda peljem naprej tudi v to, v kreiranje programov, v snemanje programov, v tehnične zadeve, peljem vas naprej v marketing, kako potem te zadeve komunicirati, kako pripravljati, kako s pomočjo digitalnih orodij izvesti vse te zadeve in tako naprej.